Prizorišča velikih bitk so kraji, ki so vedno privlačili številne turiste. Prihajajoč na takšne kraje, ljudje častijo številne žrtve, ki so jih pogumni bojevniki darovali za zmago v bitkah, ki so se tam odvajale. Takšne kraje zaznamujejo spomeniki in pokopališča s tako imenovanim večnim ognjem, ki zaznamuje nesmrtnost daritve. Res je, nismo vsi enako navdušeni za obiske takšnih krajev. Eni bodo raje obiskali stare gradove, drugi katedrale, tretji pa čudovite nasade in vrtove. Sam sodim med ljubitelje zgodovine in sem prav zaradi tega razloga čutil veliko vznemirjenost, ko smo se leta 2002 na povratku iz Anglije zaustavili na normandijskih plažah. Izbrali smo si prav nenavadno pot nazaj, ne po najkrajši poti iz Doverja v Calais, ampak po daljši iz Portsmoutha v Cherbourg. Celo noč smo pluli v trajektu in ob 6. uri zjutraj pristali v Cherbourgu. Bila je to ista pot, po kateri so v rano jutro 6. junija 1944 plule bojne ladje z ameriškimi in angleškimi vojaki proti peščenim plažam Normandije. Lahko si zamislite mojo napetost, ko smo pristajali. Nisem si mogel pomagati, da ne bi ves čas razmišljal o dogodkih, ki so se dogajali tistega deževnega jutra 6. junija 1944. Skoraj 15.000 plovil, ki so plula proti obalam Normandije, so bila takoj po pojavitvi na obzorju pod nenehnim topniškim obstreljevanjem nemške obalne straže. Vsi, ki so preživeli to obstreljevanje, pa so se brž, ko so se odprle rampe za izkrcavanje plovil za prevoz pehote in inženirstva, našli pod dežjem krogel in granat. Ko smo se sprehajali po plažah in mivki,
sem gledal ta pesek in valove, ki so ga mešali, in sem se spraševal, kam je šla vsa tista kri, ki je namakala ta pesek. Zdaj je ostal le spomenik na plaži, nekaj bunkerjev na pečinah nad obalo in tu pa tam posejani in impregnirani stari tanki in drugo originalno orožje. Mi obiskovalci pa se poskušamo vživeti v dogodke na tem kraju. Veliko je takšnih krajev slavnih bitk na tem svetu. Mogoče so res normandijske plaže eno najbolj znanih, kaj pa Waterloo v Belgiji, Stalingrad v Rusiji, Kosovo polje na Kosovu, Sutjeska v Črni gori in tako naprej in tako naprej. 7 let kasneje, v začetku maja 2009, sem imel še eno izredno priložnost, namreč obiskati še eno bojišče. Tudi to privlači številne turiste iz celega sveta. Ker je kraj majhen, na njem se očitno ni odvijala bitka velikih množic. Vendar se je zgodila najbolj odločilna bitka v človeški zgodovini. Niso bili vključeni vojaki in orožje, lahko bi rekli, da je šlo prej za duhovno bitko, pa vendar sta kraj in trpljenje zelo fizična. Spomnimo se, kako evangelist Luka, sicer zdravnik, opisuje Jezusovo potenje, kot bi kapljale kaplje krvi iz njegovega obraza. Torej, gre za dejanski kraj, ki ima svoje ime in položaj na zemljevidu. Nahaja se le 300 metrov stran od ovčjih vrat, danes edinih odprtih vrat na vzhodu mesta. Gre za oljčni vrt Getsemani. Pa pojdimo tja, vendar ne v sedanji čas, ampak v čas izpred 2000 let. Bodimo tam tistega velikega četrtka zadnjega tedna. Jeruzalem je bil za tedanje razmere dokaj veliko mesto, romarsko mesto, kot je tudi danes. Še posebno v času praznikov se je število ljudi, ki so se gnetli po njegovih ulicah, povečalo kar za nekajkrat. In prav tisti četrtek je bil dan pred praznikom. Za dogodke, ki so si sledili, je najbolje, če mesto razdelimo na 4 prizore. Prvi prizor prikazuje pobudnike in organizatorje Jezusove aretacije. Imeli so seznam, kaj vse bodo morali opraviti. Rekli so, ali imamo stražo, ki bo opravila aretacijo? Imamo, odkljukano. Ali imamo na razpolago nekaj nasilnežev in burkačev za netenje množic? Imamo, odkljukaj. Ali sta sedanji in prejšnji veliki duhovnik pripravljena storiti tisto, kar mi hočemo? So, odkljukano. Ali je Poncij Pilat v mestu, da bo potrdil usmrtitev? Je, pravkar je prišel iz Cezareje v morju, da nadzoruje dogajanja v prazniku. Odkljukano. Še enkrat so pogledali seznam in se prepričali, da je vse pripravljeno. Drugi prizor se gotovo odvija v trdnjavi Antonija, ki se je nahajala severno od templja in je imela takšen položaj, da je nadzirala dogajanje na tempeljski ploščadi in ob njej. Lahko si tam zamislimo stotnika rimske straže, ki daje vojakom še zadnja navodila o vsem, kar bi se moglo pripetiti jutri v Jeruzalemu. Mesto je bilo nabito z romarji. Gotovo bo kakšen zelot med njimi izrabil priložnost, da skrit v množici nič slutečega ljudstva potegne nož ali sulico in rani kakšnega vojaka ter tako izzove zmedo in sproži spopad med ljudstvom in vojaki. Zeloti so bili znani po tem, da so v svojih rokavih nosili dolga bodala in so bili dobro izurjeni uporabiti jih tako, da nihče ne more zvedeti, kdo je bil. Bodalo bi le ostalo zapičeno v telesu negibnega rimskega vojaka. Zato jim je naročil, da bodo previdni in, če bo potrebno, naj takoj uporabijo vso razpoložljivo silo, da že v kali zadušijo vsako možnost upora. Tretji prizor bi lahko spregledali, kajti ta prizor je bil enak tisočim drugih to noč v Jeruzalemu. Ta prizor je vključeval nekaj moških, ki so bili zbrani pri tem, da ubijajo velikonočno jagnje. Te, ki jih iščemo, vidimo zbrane po sklicu njihovega učitelja, potujočega rabina Jezusa iz Nazareta.
Verjetno so večino popoldneva porabili za pripravo večerje paschalnega jagnjeta. Ko opazujemo ta tretji prizor, jih vidimo zbrane okoli jagnjeta. Moramo se vprašati, kaj si je mislil Jezus? Ali se je morda stresel ob prijemu grobih moških rok nad jagnjetom? Ali je zajokal, ko je bilo zaklano? Ali ga je stisnilo pri srcu, ker mu je postalo jasno, da je prišla ura in da je to ta prava in zadnja pasha? Gotovo je vedel, da je on Božje jagnje. Četrti prizor. Ta ni bil viden. Tudi če bi bili tedaj živi, ga ne bi videli. Kajti Getsemani je bil predvsem duhovni boj. Zato je četrti prizor duhovni prizor, ki ga človeško oko ni moglo videti. Če bi ga mogli videti v nejasnem ozadju, bi videli očeta, ki opazuje vsak gib in prizor, ter posluša vsak glas in njegov ton. Opazuje z žalostjo in skrbjo, ki jo je skorajda moč tipati. Vse to se je dogajalo na tisti četrtek. Trenutki Jezusovega življenja so pospešeno pohiteli skozi ožino peščene ure. Na koncu bo prišlo do spopada udeležencev teh sedaj ločenih prizorov. Vendar ta spopad bo moral počakati, kajti pred njim je še ena bitka, bitka na bojišču Getsemani. Moramo razumeti, kaj je Getsemani. Getsemani ni bila tiha predigra pred krvavim petkom. Getsemani je dejanska bitka. V njem bo bitka dobljena ali izgubljena. V njem bo sprejeta odločitev. V njem bo potujoči rabin ponovno postal slavni Bog, ki bo obrnil hrbet modremu planetu, ali pa bo odšel z tega prostora kot zmagovalec, ki bo stal v kraljevski milosti, moči in ponižnosti, ter se mirno soočil s posmehom množice, zato ker je sprejel odločitev. Ničesar ne bo več, kar bi ga prestrašilo. To je bila bitka. Britanski evangelist in pridigar Leonard Ravenhill je podal kratko, vendar globoko izjavo. V Getsemaniju je umrl. Križ je le dokaz. Torej, v Getsemaniju je umrl. Križ je le dokaz. Znani krščanski pisatelj in pridigar Max Lucado nadaljuje na temo Getsemanija. Sveto pismo je zgodba dveh vrtov, Edena in Getsemanija. V prvem je Adam padel, v drugem je Jezus zmagal. V prvem je Bog iskal Adama, v drugem je Jezus iskal Boga. V Edenu se je Adam skril pred Bogom, v Getsemaniju se je Jezus pojavil pred njim. V Edenu je Satan odpeljal Adama do drevesa, ki ga je odvedlo v smrt, iz Getsemanija je Jezus odšel na drevo, ki nas je odvedlo v življenje. Ni dvoma. Getsemani je bojišče, ki je določilo mojo in vašo usodo. Getsemani ni tiha predigra pred nevihto. Getsemani je bil nevihta. Karkoli se bo kasneje zgodilo, Jezusovo srce bo lahko mirno, ker je že sprejel odločitev. Zato smo tudi mi prišli vanj, da razmislimo in znova doživimo ter razumemo, kaj je ta bitka pomenila nam. Getsemani ni bil edini dogodek tistega četrtka. V evangelijih ni zapisa o tem, kaj se je dogajalo v jutranjih in zgodnjih popoldanskih urah. Lahko si zamislimo, da so minile v pripravah na paschalno večerjo. Vendar od začetka večerje naprej imamo dokaj natančne zapise zelo zgoščenih dogodkov. Zato vemo, da je po prihodu v Getsemani Jezus že spremenil pasho v Gospodovo večerjo, da je pred temi odločilnimi urami v Getsemaniju svojim učencem že podal nekatere svojih najbolj ganljivih naukov. Nauk o trti in mladikah, o trajni in tesni povezavi z njim. Rekel jim je še: vaše srce naj se ne vznemirja, verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor,
bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Torej, v trenutku, ko je vstopil v Getsemani, je že izrekel te velike besede. Rekel jim je tudi, na svetu imate bridkost, ali srčni bodite, jaz sem premagal svet. In je molil, globoko in dolgo, zase, za svoje učence in za nas. Že tedaj je začutil začetek ločevanja med sabo in svojim očetom. Čutil je tudi težave neenotnosti, ki bodo doletele njegove učence in nas. Pa je molil, globoko, goreče in iskreno. Vse to se je zgodilo v urah pred Getsemanjem. Dovolimo Mateju, da nam pričara tisto, kar se je zgodilo tisto četrtkovo noč v Getsemanju. Matejev evangelij. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani. In jim rekel, sedite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil. Seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel, moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj. In šel je malo naprej, padel na obraz in molil. Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru, tako, 1 uro niste mogli ostati budni z menoj. Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno. Spet drugič je šel in molil. Moj oče, če ta kelih ne more mimo, ne da bi ga pil, naj se zgodi tvoja volja. Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel, še vedno spite in počivajte. Glejte, približala se je ura in sin človekov je izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal. Vidimo, da je med 11 izbral trojico, Petra, Janeza in Jakoba, da odidejo z njim globlje v vrt. V tem trenutku se še niso zavedali, kam jih je povabil. Imeli so priložnost biti priče največjemu duševnemu boju vse človeške zgodovine. Ne le, da so imeli možnost biti priče, temveč so mu mogli biti podpora, prijeti ga za ramena, nasloniti njegovo glavo na svoje prsi, mu obrisati krvavi pot z obraza, jokati z njim in mu reči, tukaj smo, s teboj smo. Oni pa so vse prespali. Jezus si je želel le tovariša, sočutno srce, skrbno roko, nekoga, ki bi mu pomagal nositi breme. Ameriški vojaški zgodovinar general Samuel Marshall je po 2. svetovni vojni intervjuval 400 pripadnikov pehote z obeh bojnih prizorišč Pacifika in Evrope. Podrobno in pazljivo jih je spraševal o njihovih izkušnjah ter o tem, kaj jim je bilo v trenutkih najhujših bitk najbolj pomembno. O tem, kaj jih je spodbujalo in kaj jih je strašilo. Na koncu je rekel, če je kakšen zaključek, potem je tale. Najpomembnejša stvar za vojaka, ki je odhajal na bojno črto, je bila navzočnost tovariša. Zavest, da tja ne gre sam, da je nekdo z njim. Prav to si je želel Jezus. Ali ne morete biti z menoj? Peter, mar nisi rekel, da boš umrl z menoj? Sedaj te samo prosim, da moliš z menoj. Rekel si, da si pripravljen žrtvovati svoje življenje. Ali ne moreš ostati buden vsaj 1 uro? Samo 1 uro. Celotno Jezusovo življenje naj bi pokazalo, kaj pomeni Jezusovo drugo ime Emanuel, Bog z nami. In sedaj ta Bog, ki je z nami, pravi nam ljudem, ali je kdo med vami, da je pripravljen biti z menoj? Ko se soočam s temo in se mi srce trga, ko se soočam s to globoko temo, ki me ločuje od očeta, kaj ni nobenega, ki bi želel biti z menoj.
oni pa so spali. Jezus je molil 3-krat. Čeprav se evangeliji razlikujejo v izrazih, bistvo je povsod isto. Oče, prosim te, naj gre ta kelih mimo mene. Nekateri učenjaki ponujajo misel, ki jo potrjuje tudi Ellen White, a ta je, da je Jezus ob koncu tega zadnjega tedna čedalje manj videl preko groba. Enostavno se ni mogel videti na drugi strani. V teh trenutkih ga je preveval občutek, da gre za večno ločitev. Zato se je umikal. Vse v njemu je govorilo: pusti vse, obrni se napeti in se vrni nazaj v slavo nebes, odkoder si prišel. Ponovno se združi s svojim očetom. Toda ena misel ga je zadrževala. Ta misel pa je bila: kakšna bo večnost brez tebe? Ne bo šlo, si je rekel. Ne morem si zamisliti te možnosti. Oče, prosim te. 3-krat je molil. Toda vsakič, ko je molil, je zaključil stavkom, ki je postal znamenje duhovne bitke v Getsemaniju. To je stavek, ki ga je nemogoče moliti brez vsaj malo poštenosti in iskrenosti. To je stavek, ki sem se ga sam že tolikokrat izogibal izreči. To je stavek, ki ga boste mogoče tudi vi komaj izrekli. To je stavek, ki je bil za Božjega sina izraz največjega trpljenja. Oče, prosim te, naj gre mimo mene. Vendar, kakorkoli že, naj se ne zgodi moja, ampak tvoja volja. Zaradi tega stavka mi imamo upanje. Zaradi tega stavka imamo večno usodo. Zaradi tega stavka uporniški planet, čigar predstavniki ga bodo že naslednjega dne zasmehovali, preklinjali in zaničevali, ima upanje na spravo in odrešitev pri Bogu. Kakorkoli že, naj se ne zgodi moja, temveč tvoja volja. Ali se lahko tudi mi uživimo v izkušnjo in hudo bolečino Getsemanija? Odgovor na to je zelo preprost. Ne moremo. Človeška bitja ne morejo izkusiti, kako je to, ko se Bog bojuje z Bogom, ko se Bog sin upira ločitvi, poskušajoč se izogniti ponikanju v temo, v katero smo ga mi poslali. Tega mi ne moremo razumeti. Rečeno nam je le, da bo to predmet našega učenja in prepevanja skozi celo večnost. Vendar istočasno lahko vsaj površno zaznamo, kaj mu je pomenilo, če razmislimo o tem, kdaj smo se mi v svojem življenju goreče in globoko spopadli s tem, da smo bili v stanju pošteno izreči besede: kakorkoli že, naj se ne zgodi moja, temveč tvoja volja. Resnica je, ne glede na to, ali ste sploh kdaj šli na poti iz Oljske gore proti Jeruzalemu, da ste se gotovo znašli v nekem svojem Getsemaniju. Vsak med nami ima svoj Getsemani. Nekateri ste v njemu prav danes. Ta okoliščina ali težava v vašem življenju, nekaj, s čimer se sedaj bojujete, nekaj, za kar niste pripravljeni dovoliti možnosti, da se zgodi drugače, kot si želite. Poznamo to. Ali nismo bili že neštetokrat na tem kraju? Ali ni ta Getsemani nam zelo znan kraj? To je moj, to je tvoj lastni Getsemani. In ko se bije ta neusmiljeni boj, tista resničnost, ki bo dejansko prinesla zmago, je hkrati tudi tista, ki je nočemo. Kakorkoli že, Oče, naj se ne zgodi moja, temveč tvoja volja. Kako je moliti to molitev? Kako je, ko moliš takšno molitev? Prisluhnimo dvema zgodbama, ki nam bosta prikazala, kako to izgleda. Prva zgodba je zgodba Jamieja Etna, psihologa katastrof in duhovnega pisatelja. Pravi: pri mojih 35 letih so mi postavili diagnozo raka debelega črevesa 4. stopnje. Rak se je že razširil na medenico. Ko sem po prvih 6 mesecih spraševal za prognozo, moj onkolog bi rekel le: ne morem vam reči, da bo v redu, Jamie. Prezgodaj je še. Če imate nekoga, ki bi ga želeli videti, ali če želite karkoli storiti, je za to čas zdaj.
Rak ni bila prva nesreča, s katero sem se soočil. Moja družina in jaz smo se preselili v južni Mississippi 6 dni pred orkanom Katrina. Toda ta nesreča je drugačna. Ni možnosti, da bi se evakuiral, kot sem to storil, preden je Katrina prišla na kopno. Tokrat je nesreča udarila znotraj mene, jaz sem bil le hodeča nesreča. Na to Eten govori o nečem, kar imenuje duhovna izročitev. Duhovna izročitev nam pomaga razumeti, kaj lahko nadziramo in kaj ne. V raziskavi, ki sem jo delal po Katrini, smo ugotovili, da so ljudje, ki so kazali višjo raven duhovne izročitve, kazali tudi na boljše izide. Tedaj mi te ugotovitve niso pomenile veliko. Kazalo mi je na pasivni odgovor vere. Menil sem, da je bila besedna zveza duhovna izročitev slišati kot naslov neke osladne narodno-zabavne pesmi. No, naj pospešim in pridem do moje nesreče z rakom. Živo se spominjam zimskega jutra, ko sem noseč smeti do zbiralnika molil, da me Bog pozdravi. Ledeno mrzel zrak se mi je zaradi občutljivosti živcev, ki ga je povzročila kemoterapija, zdel kot majhne britvice, ki so padale na moje roke in noge in jih rezale. Ko sem se spraševal, ali je Bog sploh slišal moje molitve za ozdravitev, sem nadaljeval z molitvijo in hodil nazaj v svoje stanovanje. Nato sem nenadoma padel na kolena in molil najzahtevnejšo molitev svojega življenja. Namesto, da bi še naprej molil za Božje ozdravljenje, sem prosil, da bi Bog poskrbel za mojo ženo in otroke, če ne bom preživel. To je bila najtežja molitev, ki sem jo kdajkoli molil. Prvič v življenju sem resnično doživel duhovno izročitev. Končno sem razumel. Resnična duhovna izročitev je daleč od pasivnega odgovora vere. To je namerno dejanje poslušnosti. Sprejel sem odločitev, da izročim svoje življenje v tvoje roke. In sedaj druga zgodba, ki sem jo prebral v blogu Reja Ortlunda, pastorja Reja Ortlunda. Pravi sledeče. Mi nismo celostne, edinstvene, celotne osebnosti. Naša srca so globoko razdeljena in to veliko bolj, kot se tega zavedamo. Naša notranja resničnost je kakor sejna soba za odbore z veliko mizo in usnjenimi stoli. Na mizi so kava in plastenke z vodo, za mizo zaseda odbor. Tu sedijo člani odbora. To so moj družbeni jaz, zasebni jaz, poslovni jaz, moj spolni jaz, rekreacijski jaz, religiozni jaz, spominski in otroški jaz in še drugi. Odbor se prepira, debatira in glasuje. Nenehno se razburjajo, so razdeljeni in razdraženi. Zelo redko se zgodi, da bi odbor sprejel soglasno in iskreno odločitev. Povemo si, da je to zato, ker smo tako zaposleni s toliko odgovornostmi. Toda resnica je, da smo samo razdeljeni, nedosledni, negotovi in nesvobodni. Takšna oseba lahko sprejme Jezusa na enega od svojih, dveh načinov. Eden je, da ga povabi v odbor, mu da volilno pravico. Vendar on tedaj postane samo še en zaplet več. Drugi način je, da sprejme Jezusa in mu reče: moje življenje ne deluje. Prosim te, vstopi in odpusti člane odbora vse do zadnjega. Izročam se tebi, prosim te, vodi moje življenje. Z drugimi besedami Ortlund hoče reči: naj se zgodi tvoja in ne moja volja. Do zmage na bojišču Getsemani se pride samo z izročitvijo. Moj in tvoj Getsemani. Iz zgornjih dveh pričevanj lahko potegnemo slike o tem, kakšen naj bi bil naš Getsemani. Kakšenkoli naj bi že bil, tisti stavek, za katerega smo v skušnjavi, da ga ne bi molili, v njem je zmaga, pa se glasi: ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Sedaj lahko razumete,
zakaj smo se ob koncu našega obiska v Izraelu, Lidija, Samuel in jaz, izločili iz skupine in sami odšli na ta kraj. Ob sončnem zahodu, ob izteku šabata, ko je veliki tempeljski grič, sedaj z mošejo na skali, metal veliko senco nad Cedronsko dolino in vrt, smo se usedli tam na klop in se v mislih uživeli v dogodke izpred 2000 let. Razmišljali smo o Jezusu, ki se je prav tukaj dobesedno vrgel na znočno aprilsko roso pokrito travo ter v mesečevi senci oljk in cipres bojeval za nas. Razmišljali smo in še danes razmišljamo o resničnosti, ki bo dejansko prinesla zmago, pa je hkrati tista, ki je nočemo in ne moremo sprejeti. Ali smo zmožni reči tako globoko in iskreno: kakorkoli že, Oče, naj se ne zgodi moja, temveč tvoja volja. Molimo vsi skupaj Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.